Potrdili ste prejemnike letošnjih priznanj, v bistvu za Zlati grb ste bili tudi vi predlagatelj, če mogoče pojasnite, zakaj gospod Lovec. Ja, res je, da je podelitev Zlatega grba občine za leto 2012 Ivanu Lovcu moj predlog. Nekako smo to podelitev imeli v mislih že lansko leto, ko smo tudi imeli dan podjetnikov pri njem, kajti gre za podjetnika, ki je takšen tih, skromen, pa vendar ljudje ne vedo, da ima približno 35 ljudi zaposlenih v vzhodnem delu občine in da se ta njegova dejavnost še dopolnjuje in širi. In je zelo perspektivne programe ima in nekako se nam je zdelo primerno, da mu damo tudi javno priznanje za njegovo dolgoletno delo, predvsem pa spodbudo za delo v bodoče. Soglasje ste dali tudi za imenovanje Lesjakove in gospoda Sojča, če mogoče nek komentar njunega dela, ste zadovoljni z njima? Ja, v bistvu v obeh primerih občinski svet daje mnenje, ki je seveda nezavezujoče in z obema, saj jaz osebno in tudi občinska uprava zelo lepo sodeluje in jaz ne vidim nekih razlogov, da se občinski svet tudi ne bi tako odločil. Na koncu koncev je v občinski svet v obeh primerih, mislim, da soglasno sprejel sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju enega in drugega za nadaljnje mandatno obdobje. Inšpektor, smo tudi imeli tu mogoče še vedno največ težav s parkiranjem. Je po vaši oceni parkirišč v Konjicah dovolj, pa so ljudje preleni, da bi stopili kak meter, ali je parkirišč premalo? No, dejstvo je, da je v tem trenutku razpoložljivo število prostih parkirišč res na minimumu, pa vendar še vedno pa ostaja določene lokacije, ki so praviloma, ki so parkirna mesta tudi sredi dopoldneva prazna, pa vendar mogoče to pomeni samo 50 ali pa 100 metrov oddaljenosti. V mislih imam v tem trenutku recimo parkirišče tule za cerkvijo, ki je javno parkirišče, pa se ga ljudje praktično ne poslužujejo. In tudi na koncu koncev na dvorišču za občinsko stavbo je dostikrat na tistem gramoziranem delu še dovolj prostora, ljudje pa rinejo dobesedno pred vrata. Seveda bo potrebno že v bližnji bodočnosti razmisliti, na kakšen način zagotoviti dodatna parkirna mesta, kar je pa seveda povezano z finančnimi sredstvi, ki jih v tem trenutku na kratek rok jaz zdajle ne vidim. Marsikaj pa se da urediti seveda tudi z pravilno prerazporeditvijo uporabe obstoječih parkirišč. Kaže z ureditvijo stare tržnice, tam bi naj tudi namesto tistih barak se nekoliko parkirišče povečalo. Tudi to je ena od možnosti, kjer se bo število parkirnih mest v neposredni bližini starega trga se bo povečalo, pa vendar je to v planu, da najprej uredimo stari trg, da zaživi nova tržnica v celoti, da pridobimo tudi neposredno povezavo na vzhodni strani starega trga in potem bo preko zime oziroma v spomladanskem času naslednjega leta je pa predvidena tudi ureditev parkirišč in pa tudi javnih sanitarij na tako imenovani stari tržnici. Danes ste dopolnili enega od zazidalnih načrtov, kakšne so pa nasploh možnosti za gradnjo stanovanjskih hiš v Konjicah ter po drugih krajevnih skupnostih sedaj ter v prihodnosti? No, v tem trenutku se še najde nekaj prostih stavbnih zemljišč za gradnjo individualnih hiš. Tako je tudi na območju Spodnjih Prelog, kjer so sicer parcele prodane, pa vendar v tem trenutku še niso pozidane. Nekaj je še prostih mest tudi na območju obvoznice oziroma podaljška Mezarske. Vse ostalo, kakšnih večjega števila zazidljivih zemljišč pa ni več in v bistvu čakamo na sprejem občinskega prostorskega načrta, kjer pa je predvideno nekaj dodatnih stavbnih zemljišč, tako da se za bodočnost individualne gradnje, saj v teh časih, sedanjih časih, ni bati, ampak vse je povezano z neko razumno dinamiko tudi pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta, kjer pa zopet moram
priznati svojo ogorčenost nad delovanjem posameznih služb, kajti pravno pred nekaj dnevi sem z grozo ugotovil, da po nekaj mesečnem klicarjenju smo potem le prišli do tistega pravega krivca, kjer je vsa zadeva zaspala, kar zopet pomeni 3 mesece dodatnega časa, da bomo sprejeli občinski prostorski načrt. Eno od večjih območij bodoče povezave je tudi na območju Tepanskega vrha, se pravi na zemljišču levo od avtobusnih postajališč na Dobrnežu. Čistilno napravo ste še omenili, je pogodba z ministrstvom podpisana, še čakate? V tem trenutku je celotno gradivo na Ministrstvu za finance in čaka na sklep vlade, da se ta sredstva, potrebna sredstva dodelijo konkretnima projektoma. Gre tako za čistilno napravo v Zrečah in v Konjicah. To gre za, v bistvu za en paket, ki sta pa ločeno pri izvedbi ločeno na dva podetapi. In jaz pričakujem, da bo do polaganja temeljnega kamna za čistilno napravo ta sklep že dejansko tudi sprejet in da ne bo več nobenih zadržkov, da z gradnjo ne bi pričeli v naslednjih dneh, kajti gradbeno dovoljenje za čistilno napravo je praktično napisano. Pri gradnji prvih cevovodov proti Polenam je pa tudi potrebno še pridobiti nekaj dodatnih soglasij, kar se je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ugotovilo, da je potrebno še nekaj soglasij mejašev te trase, tako da ni nobenih zadržkov več in tudi, kot že rečeno, ravno današnja obljuba na direktoratu za proračun je, da bo v nekaj naslednjih dneh vlada sprejela ta sklep. Kamen je predviden za kdaj? Temeljni kamen je predviden za 15. junij ob 15. uri, položil bi ga pa naj minister za kmetijstvo in okolje, gospod Franc Bogovič. Tudi če še ne bi bilo podpisana pogodba, bi vsaj to. Ja, v bistvu gradbeno dovoljenje bo izdano, tako da zame je pogoj, ko se lotevamo, da je gradbeno dovoljenje izdano, se pravi, zelena luč je prižgana, kako bomo pa dopolnili to vrečo potrebnega denarja, je pa drugo vprašanje. Položili boste temeljni kamen za čistilno napravo, kaj ta investicija za Konjice pomeni? V bistvu pomeni uresničitev več desetletnih sanj in želja in končno tudi prekinitev sedanjega nedopustnega stanja, ko v to majhno reko Dravinjo oboji, tako Konjičani kot Zrečani spuščamo vse, kar nam je odveč in kar je še huje, tudi vsi pritoki so zelo, zelo obremenjeni. V mislih imam potok Bezina, recimo, ki v sušnih obdobjih praktično presahne in dobesedno postane odprt kanalizacijski jarek. In z dokončanjem te investicije gre za približno 9,5 milijona evrov vredno investicijo. Mislim, da takšne investicije tega velikostnega reda že dolgo ni bilo ali pa sploh nikoli v teh krajih, da bomo s to uresničitvijo zastavljenih načrtov prišli do tistega stanja, ko bomo res lahko rekli, da smo okolju prijazni. Kdaj bi z naložbo zaključili? Predvideno je na konec naslednjega leta, mora biti v gradbenem smislu zadeva zaključena. Naslednje leto, leto 2014, pa je potem predvideno kot poskusno obratovanje in opraviti je potrebno meritve in uporabno dovoljenje je rok 1.1.2015. Občina praznuje konec junija občinski praznik. Kakšne položaje je občina, kakšni so rezultati od lanskega občinskega praznika? V kratkem je kar težko malo podati celovito sliko, pa vendar se je zgodilo nekaj pomembnih premikov. Namreč, če pogledamo samo na področju ekologije, ki smo jo pravkar omenjala, od zadnjega praznovanja občinskega dne smo prenehali z odlaganjem mešanih komunalnih odpadkov. Pridobljeno je praktično gradbeno dovoljenje za gradnjo čistilne naprave z skoraj 10 kilometri kanalizacijskih vodov. Tik pred vložitvijo je tudi vloga za izboljšanje vodooskrbe, skupen projekt 4 občin. In pa ne nazadnje, če omenimo tisto priznanje za lansko leto, kjer smo kot edina občina v Sloveniji dobili listino občina po meri invalidov,
kar se pravzaprav, sem že večkrat poudaril, štejemo kot veliko priznanje za dosedanje delo in pa še več kot zavezo za delo v bodoče, da z dneva v dan poskušamo biti čim boljši.